Kako bi torej lahko ta vlada ob že sprejetem intervencijskem zakonu in pa vseh napovedanih ukrepih zmanjšala primanjkljaj pod 3% bruto domačega proizvoda, kot je napovedal Šircelj? Ja, zdaj seveda veseli me, da seveda pač je cilj Slovenije v naslednjih 4 letih, oziroma tudi upam čas, da tudi dlje, ohranjanje javnofinančne stabilnosti, kar seveda zahteva znižanje proračunskega primanjkljaja. Pomembno tudi je, da Slovenija ima v naslednjih 4 letih dobro začrtano strategijo, se pravi, kako iz trenutnih 3,1% primanjkljaja v BDP-ju preiti na vsaj primarni presežek. Se pravi, jaz sem poračunal, nekako bi lahko prišli na 0,3, 0,5% bruto domačega proizvoda. Zdaj seveda, kateri ukrepi bi bili tukaj najbolj učinkoviti, da po eni strani ne bi zarezali seveda v strukturo plač v javnem sektorju, na drugi strani ne bi ogrozili investicij v kritično infrastrukturo, ki jih seveda Slovenija kot ostale države Zveze NATO in Evropske unije krvavo potrebujejo. Eden izmed seveda dobrih ukrepov bi bila recimo centralizacija javnega naročanja v državni upravi. Tukaj sem poračunal, da imamo manevrskega prostora 0,2% bruto domačega proizvoda letno oziroma 148 milijonov evrov ocenjeno. Potem drugi dejavnik je seveda pač ob upoštevanju tekočih upokojitev v javnem sektorju tudi mogoče razmisliti o zamrznitvi rasti plač v tako imenovani nefrontalni javni administraciji. Se pravi, tukaj izvzamemo zdravstvo, izvzamemo šolstvo, izvzamemo raziskave in razvoj, izvzamemo vojsko, izvzamemo policijo. Tukaj imamo letnega prihranka nekje 185 milijonov evrov. Potem je pa tudi v bistvu pomembno, da za prestrukturiranje subvencij, predvsem tam, kjer ni dokazanih pozitivnih učinkov na izvoz, na produktivnost, na dodano vrednost na zaposlenega, lahko država nekako bi prihranila še dodatnih 145 milijonov evrov. Pomembno je tudi, da v bistvu gremo v smer, da gre Slovenija v smer, kjer se seveda plačila, predvsem v javnem sektorju, pričnejo tako hitro digitalizirati in modernizirati, kot so se seveda tudi v drugih jedrnih državah, članicah Evropske unije. Z recimo prehodom na tako imenovani digitalni račun bi lahko recimo letno, tukaj sem poračunal, imamo nekje 135 milijonov evrov rezerve. Se pravi, s tem pridemo na 616 milijonov evrov samo v prvem letu. Če to nadaljujemo, seveda pač do leta 2030, bi lahko seveda nekako prišli, oziroma nekako iz minus 3% na 0,1 do 0,3% presežka v bruto domačem proizvodu, ne ob tem, da seveda ne posegamo v strukturo varavam plačne države, kot je pač Slovenija, ki pač je trenutno na geopolitičnem, kako bi rekel, križišču, razpotju, si preprosto ne mora privoščiti, da bi šli pač po napakah, ki jih je delal ZUJF v preteklosti, predvsem seveda v kritični infrastrukturi. Tako da zato v bistvu se mi zdi, da pač plan, kjer se seveda ohranijo investicije v kritično infrastrukturo, kot je planirano, da se ne poseže v plače in se seveda poseže v ta tako imenovani administrativni passive waste, se pravi na pasivno porabo, ki nima dokazanih učinkov. Tukaj vidim največje potencijale za odpravo javnofinančnega primanjkljaja. Kot je napovedal minister ZUJF-a, ne bo. Gospod Brglez, odmeva poziv Jerneja Vrtovca, torej da naj bi se na avtocesti pri Postojni že ta konec tedna izvajalo dela tudi po noči. Je to izvedljivo ali gre zgolj za nek dodaten pritisk na Dars? Mislim, izvedljivo. Če bi bilo tako enostavno, da bi bilo to ta petek ali pa ponedeljek prihodnji, potem bi verjetno že kakšen drug minister tudi potem posegel. Ideja ni od včeraj, pa tudi vsi državljani vemo, da se v drugih državah recimo taka praksa dela izvaja. Pa tudi v Sloveniji se dela po noči, recimo na železnicah, tako da vsi to vemo, nekje drugje morajo tičati ovire. In tukaj mislim, da smo spregledali predvsem bistvo predstavitve, ki je, moramo vedeti, da gospod Vrtovec je že bil minister in to, kar se je dobro zapisal takrat, je bil učinkovit in jaz mislim, da je treba videti, recimo, zdaj ste omenili nočno delo, ki nekako skače ven zaradi vseh trenutnih, pa ne trenutnih, že večletnih zastojev na cestah, pa lanskoletnih zastavljen gradenj po avtocesti, je normalno, da je to nekoliko izstopalo ven. Ampak ne bi smeli spregledati bistva. Ko je bil prej minister, je govoril predvsem o projektih, kako se bojo projekti pač peljali, da bi se izvedli. Zdaj govori o sistemskih rešitvah in to je velika sprememba. In jaz mislim, da prihaja na ministrstvo dobro opremljen s tem, da ve, koga bo kam postavil, da bo poskušal rešiti to, kar ne tepe samo Slovenija, ampak vse, ko ne rečem, razvite demokracije, da v velikih infrastrukturnih projektih nam preveč časa in preveč denarja odteče za to, da se nekaj zgodi. In zato to pa so sistemske samo rešitve lahko, ker se nam tako
v Sloveniji kot drugod, v Ameriki, Nemčiji, povsod imajo te prakse, pač, da se na neke infrastrukturne projekte prisesa ogromno število nekih deležnikov in sicer nisem tega razbral v njegovi predstavitvi, sem pa iskal recimo v volilnih programih pa v koalicijski pogodbi, če bi bilo bolj jasno napisano, kako to sistemsko pač rešiti, zaradi tega, ker sistem je treba namreč naravnati tako namreč so ga v tistih državah, kjer imajo najboljše prakse s tem, da je zelo jasno pod eno streho spravljen celotni organizacijski oddelek sistema in da se jasno prevzema odgovornosti. To je problem vedno v Sloveniji bil, da se ti cikli podaljšujejo neskončno daleč v čas, da se recimo zgradijo neke infrastrukturne projekti, zato ker ni jasno definiran, kdo na tej poti mora v nekem času nekaj narediti in za to tudi odgovarjati. Vsi skupaj, s civilno družbo, z vsemi deležniki. Gospod Juvan, ostajamo pri Novi Sloveniji. Valentin Hajdinjak, kandidat za obrambnega ministra, je napovedal povečevanje izdatkov za obrambo. Je to po na nek način zaušnici generalnega sekretarja Zveze NATO Marka Rutteja pravzaprav že nepovratna pot? Ja, v bistvu to je popolnoma pričakovano. Konec koncev že prejšnja vlada je v bistvu za sprejetjem resolucije do leta 2040 zastavila cilje krepitve obrambnih izdatkov, ki naj bi do konca leta oziroma že lanskega leta dosegli 2% in potem postopoma do 5%. Tudi na vrhu NATO v juniju lanskega leta je vlada v odhajanju v bistvu sprejela to obvezo, da bomo do določenem času namenili 5% BDP-ja za obrambne izdatke. Torej, to je nekaj, od česar mi ne moremo odstopiti. Tisto, kar nam pa NATO v bistvu sporoča, je nekaj, kar nam sporoča že več kot desetletje, morda pa ni bilo tako direktno sporočano, kot je bilo v bistvu sedaj. Mi smo mislili, da bomo na svoje roko v bistvu preračunali te obrambne izdatke in nekako pokazali, da smo v enem letu dosegli dvig za 0,5% BDP-ja, kar je v bistvu izjemna številka, ki pa se dejansko ne pozna na krepitvi obrambne pripravljenosti in usposobljenosti Slovenske vojske. Napovedal je tudi ukinitev oziroma predrugačenje dovoza. Kako bi to lahko delovalo? Torej se bo na Ministrstvo za obrambo pravzaprav pretakalo veliko denarja, ki bo lahko namenjen za oboroževanje oziroma dvojno rabo. Ja, v bistvu ukinitev dovoza, še preden je dejansko, bi rekla, v celoti zaživel, se napovedovalo že v zadnjih mesecih preteklega mandata. To je bil izključno projekt prejšnje vlade. Potrebno bo najti neko novo rešitev strateškega vstopa v podjetja, ki so v zasebni lasti, da država lahko na takšen način tudi zagotovi razvoj in krepitev slovenske obrambne industrije. Je pa to vsekakor področje, ki je izjemno pod nekim političnim pogledom in je tudi zaradi tega lahko sporno, kajti veliko prepogosto se dogaja, da v bistvu prevladajo neki politični interesi. Gospod Spruk, kako se finančno izide na eni strani povečevanje obrambnih izdatkov, pa seveda sredstva za dolgotrajno oskrbo, plače v javnem sektorju in tako naprej, na drugi strani pa torej razbremenitev plač? Ja, seveda, zdaj veste, razbremenitev plač ima lahko na davčne prihodke, ukolikor se seveda razširi davčna osnova za zmanjšano pač davčno obremenitev, predvsem seveda plač visoko kvalificiranih kadrov, dober multiplikativen učinek. Se pravi, lahko seveda, če delujejo pač avtomatski fiskalni stabilizatorji, kot se seveda pač po projekcijah Mednarodnega denarnega sklada pričakuje, da bodo do leta 2028, potem tukaj seveda pač davčna razbremenitev ne nujno deluje, se pravi, prociklično. Se pravi, lahko tukaj pač opažamo, da bi bil lahko izpad seveda v proračunu celo manjši, okolikor od predvidenega zaradi pač delovanja avtomatskih fiskalnih stabilizatorjev. Na drugi strani seveda pač zaveze, ki jih je Slovenija dala Zvezi NATO, so zaveze, preko tega se preprosto ne more iti. Kar pa seveda pač pomeni, da moramo pač tukaj poskrbeti, se pravi, predvsem na odhodkovni strani, da je seveda pač zmanjšanje teh, kako bi rekel, pač stakeholderskih izdatkov, kjer imamo vedno pač seveda pripojene neke politične, takšne in drugačne interese, ta administrativni balast, ukolikor tega znižanja seveda pač ne bo, bi lahko v Sloveniji pričakovali kontinuirano, se pravi, povečanje proračunskega primanjkljaja. Jaz sem poračunal, če
imamo administrativno poenostavitev, ne, in tako imenovano, se pravi, državno administracijo in seveda pač različna ministrstva, se pravi nekako očistine teh posrednih parcialnih političnih interesov. Ne. Lahko že leta 2027 pridemo iz -2 milijardi, se pravi na 500 milijonov evrov proračunskega primanjkljaja. Ne. Seveda morajo pa biti seveda ti rezi trajni, ustrajni, morajo imeti seveda tudi jasen operativni načrt, jasno zavezo in seveda pač morajo pač posegati tam, kjer dodane vrednosti oziroma pač pozitivnega učinka na investicije, na produktivnost, na izvoz seveda ni. Ukolikor se to odpravi, ne, seveda pač negativne javnofinančne posledice, ki lahko nastanejo zaradi izpada, kompenzirajo seveda s pozitivnimi posledicami, ki jih predvidevajo seveda avtomatski stabilizatorji. Tukaj predvsem seveda na račun tega, da imamo predvideno rast bruto domačega proizvoda v naslednjih 2 letih, če sem ne motim po napovedi Mednarodnega denarnega sklada, se pravi 2,4 v letu 2026 in 2,5%, se pravi v letu 2027. Seveda ne gre se tukaj zanašati izključno na avtomatske stabilizatorje. Potrebno je predvsem tukaj počistiti, da nimamo primarnega primanjkljaja do te mere, kot se je to dogajalo predvsem v zadnjih 2 letih. Ne. In če bomo prišli seveda oziroma če bo vlada uspela priti do te točke, da bo imela seveda kredibilni načrt znižanja izdatkov, ne, potem bo to seveda imelo dober blagodejen učinek ne samo na mednarodne finančne trge, tudi seveda na javno finančno stabilnost. Gospod Brglez, Jernej Vrtovec je napovedal tudi dodatno vlaganje v železniško infrastrukturo, pospeševanje in višjo konkurenčnost. Vi pa, če vas prav razumem, ste zastrigli, ko je napovedal, da bi bile železnice nekako preurejene v novi DARS. Ja, mislim, da smo vsi, ne tako zelo, zato ker je to zelo dobro ubesedeno, da si znamo vsi zdaj predstavljati, kaj bi to lahko pomenilo, ne? In ker tudi druge ministri so že se spogledovali s to idejo in je vsekakor na mestu. Tukaj gre za to, da se bo vlagalo v seveda ceste izdatno, ne, se jih potrebujemo, ampak da se ne zanemari, spet pravim, sistemska rešitev slovenskih železnic. To pomeni, da če zelo poenostavim pa zelo res čez prst rečemo, to pomeni, da bi železnico bolj okrepili, da bi pri njej sami lahko organizirali celoten postopek, se pravi umeščanje v prostor, financiranje, da vse skupaj vodi železnica sama na podoben način kot DARS, da si lažje predstavljamo, kar bi jo naredilo sigurno bolj vitalno, kar bi sigurno pomagalo skrajšati postopke. Zato ker seveda tako kot vsi ministri prej si tudi Vrtovec želi zmanjšati ta čas, a ne? Čas potreben od tega, da mi imamo zastavljene cilje, mi vemo, kje graditi, samo do izvedbe ne pride. In tukaj je dejansko nek potencial, da lahko vsaj kar se železnic tiče, se to premakne nekoliko hitreje. Ovire, na katere bo trčil, jih pa tudi pozna, se jih vsi poznamo. In to je, da bo pač se prisesalo ogromno nekih deležnikov pri odločanju in tukaj bo pa treba tukaj bomo mogli pa pravzaprav vsi najti neko novo razmerje med tem, kje smo danes in če se želimo hitreje premikati v svojih teh investicijskih sanjah, kako bomo imeli več tirov, več prog, več vsega, ne, bomo mogli postati bolj, ko ne rečem, ne samo kreativni, ampak tudi bolj potrpežljivi pa razumevajoči do tega, da seveda ne zgubi se zaradi hitrosti umeščanja v prostor, da se ne zgubi to, kar nam demokracija pravzaprav ponuja. In to je, da ohranjamo prostor, da skrbno ravnamo za naravo in vse to. To je neko občutljivo ravnomesje, s katerim vsaka država po svoje ravna. Vse države v demokraciji pa imamo probleme s tem. Hitro gradijo na Kitajskem, Saudski Arabiji, ampak je drugačen način umeščanja v prostor. Ne? Gospa Juvan, vi imate zadnjo besedo. V državnem zboru sta zdaj že 2 stranki, ki na nek način navijata za izstop iz zveze NATO. Lahko to na kakršenkoli način unese nelagodje morda v zavezništvo? Ne, jaz mislim, da ne, ker v bistvu te 2 stranki nista del koalicije in nista v vladi, ne. Tako da vlada ne bo imela to težavno nalogo, kot je imela pretekla vlada, nekako manevrirati med stališči in interesi zelo različnih strank, med drugim tudi stranke, ki je v svojem političnem programu imela izstop iz NATO in nasprotovanje vojski. Tako da z tega vidika ta vlada teh težav ne bo imela in tudi danes smo slišali, kandidat za obrambnega ministra je jasno nakazal pro-natovsko usmeritev,
predvsem tudi visoko stopnjo zavedanja o nevarnih mednarodnih razmerah, o spremenjenih varnostnih razmerah na evropski celini in zavedanje, da je NATO ali pa neka druga oblika kolektivne obrambe v bistvu ključno za preživetje Slovenije.